Samo kako komentirate predloge, ki jih je podal VZMD za zakon o gospodarskih družbah? Jaz mislim, da so bili nekateri predlogi upravičeni, še več pa vlada jih je v večini na nek način tudi upoštevala in s tem izboljšala, položaj malih delničarjev nasproti velikih delničarjev. Tako da jaz mislim, da je vlada naredila velik korak naprej. No, zame so bili predlogi smiselni, nekateri so bili tudi upoštevani in v amandmajski obliki sprejeti. Res pa je, da je pa cela vrsta predlogov, ki so bili tudi posredovani vsem članom odbora, ostala izven razprave, ker tisti členi niso bili odprti. Bodo pa ti predlogi za razmislek v okviru vlade, pa tudi najbrž našega odbora, kdaj v prihodnje. Kako pa nasplošno komentirate prizadevanja združenja, že vrsto let se ukvarja nekako na tem področju? No, združenje je specifično, ima predvsem en interes, tega po moji sodbi zelo dobro in precej agresivno zastopa. Imajo, kakor vidimo, tudi dober strokovni tim in nam so na vsak način tudi v pomoč. Na današnji seji odbora za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije smo uspeli z amandmaji, ki jih je Vseslovensko združenje malih delničarjev predlagalo na novelo zakona o gospodarskih družbah. Odbor za gospodarstvo je praktično povzel vse naše predloge ob hkratnem soglasju tudi ministra za gospodarstvo in koalicije. To je plod številnih sestankov, ki so bili opravljeni potem, ko je bil zakon že posredovan v Državni zbor. Pri tem pa kaže izpostaviti, da nas kljub ob zadovoljstvu s pričo sprejema in povzemanja vseh naših predlogov skrbi, da niso bili upoštevani predlogi, ki so bili posredovani že pred sprejetjem na vladni ravni. In sicer predlogi, ki bi uredili urgentna vprašanja na področju problematike zaščite malih delničarjev in katastrofalnega stanja na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji. Gre za predloge, ki smo jih tudi, vsaj v večini primerov, predlagali že v prejšnjem mandatu, tako vlade kot Državnega zbora. Hkrati pa smo seveda prejeli zagotovila, da se bo vlada do teh predlogov vendarle v najkrajšem času tudi opredelila in jih skušala vključiti v zakonodajo. Združenje je predlagalo, da bi se na odboru sprejel predlog vladi, da se opredeli do predlogov, ki so bili posredovani strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev, torej predlogov amandmajev na zakon o gospodarskih družbah. Žal, te politične modrosti na odboru ni bilo, sicer je takšen predlog predlagal formalno, kar je po svoje ironično bivši minister magister Vizjak, hkrati pa ga je seveda tudi predsednik odbora, gospod Rezman, povzel, tako da je bil podan v nezavezujočih rokih, v katerih bi seveda vlada naj podala vsaj odgovore in se zavezala, da bo pristopila k ustrezni ureditvi področja. Glasovanje na odboru je bilo 7-5, kar pomeni, da takšen sklep žal ni bil sprejet. Navkljub temu pa računamo, da bo vendarle glede na pomen vprašanj in pa tudi javno razpravo in odziv javnosti glede na problematiko področja korporativnega upravljanja in vseh anomalij, ki smo jim priča v vsakodnevni praksi na področju gospodarstva, gospodarskih družb, finančnega trga in pa izigravanja malih delničarjev, manipulacije z lastnimi delnicami v
kratkem tudi manipulacije z nerevidiranimi stvarnimi vložki, možnostjo iztisnitev oziroma kar razlastitev malih delničarjev. Tako da vse to so predlogi, ki jih konstruktivno VZMD že ves čas naslavlja tako na predstavnike vlade, strokovne službe pristojnih ministrstev, kakor tudi na Državni zbor, poslance in vse tiste nosilce politične moči, ki bi morali sploh glede na svoje javne izjave pri tem ustrezno ravnati, odreagirati in sprejeti odločitve, ki bi dejansko imele kakšen učinek. Žal, navkljub zadovoljstvu, ki ga imamo danes s tem, da je vendarle novela, kakršna je bila na odboru sprejeta, korak naprej in da so bili umaknjeni tisti členi, ki so po naši oceni predstavljali korak v napačno smer oziroma kar odpravo zadnjih varovalk za popolno, kot je popularno rečeno, tajkunizacijo, predvsem strani tistih, ki bi zadeve morali urediti, pa seveda želimo, iščemo vse možne rešitve in sodelujemo z vsemi, ki so pripravljeni pri tem pomagati in podpreti naše predloge, več kot utemeljene, da bi se vendarle to področje uredilo oziroma normaliziralo skladno z tem, kakršni so minimalni standardi v urejenih ekonomijah. Hkrati pa seveda vseeno ostaja zadovoljstvo, da je na današnji seji bil dodatno na predlog združenja vključen tudi amandma, ki bo pomenil in prinesel ničnost skupščin, ki so sklicane mimo zakonsko opredeljenega roka, s čimer v zvezi smo bili v zadnjem času priča kar nekaj zlorabam in ne nazadnje ravno danes v tem času poteka skupščina Infond Holdinga, ki je bila sklicana na ta način. Hkrati pa še enkrat opozarjamo, da je precej vprašanj, ki jih naslavljamo že in to argumentirano, vsaj 2 leti na pristojne, na nosilce politične moči in javnih funkcij, pa žal še nismo uspeli pri tem. Prepričan sem in tudi sodelavci v združenju, da nam bo vendarle v kratkem uspelo tudi to.